tem dogodku. Jaz ne bom govoril napravi, ker bom to pustil avtorjem, Roman, predvsem tebi. In seveda hkrati tudi izražam čestitke za ta dosežek. Rad bi upozoril na nekaj posebnosti te naprave oziroma tega prenosa v prakso, ki ni običajna pot in zato se mi zdi še posebej pomembno za inštitut. Tipično se raziskave inštituta Štefan prenašajo v gospodarstvo tako, da se projekt skupaj z gospodarstvom izvaja več let in če pride do kakšne tudi tehnične izboljšave ali patenta, je potem to skupna last. V tem primeru gre pa za izdelek, ki se veliko let razvija v laboratorijih inštituta, oziroma znanje, tehnologija, ki se je razvijala in ki je šla toliko daleč, da je postala že kot taka praktično tik pred tem, da se lahko prenese v prakso. In mislim, da je prvič v zgodovini inštituta, da smo, verjetno velja tudi za širšo znanstveno javnost, da je neko podjetje, sicer ne od danes na jutri, ampak tako rekoč od danes na jutri, prišlo in se odločilo, da to preprosto odkupi. To je ta anglosaksonski model, ameriški model odkupa patenta, ki je v Sloveniji dokaj nepoznan, pa sploh v Evropi relativno reden. Gre za, kar je seveda razveseljivo, tudi izredno multidisciplinarno dejavnost, tukaj seveda predvsem informatiko, elektroniko in medicinsko stroko in gre seveda za to, da take stvari se zmeri rojevajo neke nove vrednosti, ki na začetku tudi ne znaš dobro predvideti. V tem trenutku bi samo še opozoril na to in prepustil besedo kolegom, da smo vam dali Polona tam še ponavadi nas, ker je toliko novinarjev danes tukaj vprašate, za dosežke leta. Inštitut je že Štefan tipično vprašanje. Letos smo rekli, bomo vam jih dali kar naprej. Po lastnem izboru sem jaz izbral še poleg, če je to, mi se delimo na elektroniko oziroma informacijske tehnologije, robotiko in avtomatiko in komunikacijske tehnologije. Ena grupa, druga grupa je kemija, biokemija, okolje. Tretja grupa je fizika, nanotehnologija in reaktorska tehnika in z vsakega sem izbral osebno enega. Ne gre za znanstveno analizo, kateri je bolj kakovosten, ampak za moj osebno okus sem izbral še dva, enega, ta je iz informacijskih tehnologij, enega še iz področja fizike in enega iz področja kemije, ki nekje so, skratka lahko jih odnesete in se s temi ljudmi tudi povežete. S tem se vam jaz lepo zahvaljujem in prosim, da ti veš kaj prije naprej. Zdaj bomo še tukaj hvala direktorju, profesorju dr. Jadrnu Lenarčiču. Potem kasneje seveda bodo vsi govorci na voljo tudi za vprašanja, ampak zdaj sledi taka malo bolj natančna predstavitev, tudi s PowerPoint prezentacijo smo jih posedeli pač v prvo vrsto. No, zdaj pa k besedi kar vabim glavnega od raziskovalcev, vodjo odseka za komunikacijske sisteme Inštituta Jožef Štefan, profesorja dr. Romana Tropca, ki nam ima zelo veliko zapovedati, ampak upam, da bo vse šel, da bo skrajšal malo. Pripoved kar nekaj let, ne, Roman? Hvala. Ja, lahko bi se pogovarjali kar nekaj dni, ampak bom vse skupaj skrajšal na 15 minut. Nisem glavni raziskovalec, ampak sem pa morda najstarejši v tej skupini in zato mi je uspelo ob pomoči sodelavcev, da smo prišli do te faze, kot smo. Običajno se delo inštituta konča v laboratoriju s prototipom, ki pa potem naše gospodarstvo nima toliko moči ali pa korajže, da bi ga speljalo do trga. Jaz sem pa od vsega začetka že vedno, kot sem prišel na inštitut, si predstavljal, da raziskovalno delo mora biti namenjeno tudi končnemu produktu, izdelanemu v Sloveniji. In to mi je zdaj tudi uspelo narediti, da sem naredil skupino, ki je, imeli smo srečo, da smo zbrali skupino najprej raziskovalno, ki je bila zmožna to izpeljati.
potem skupino, ki je bila privatnega investitorja, ki je investiral znatni delež denarja, in na koncu proizvodnjo, certifikacijo in vse te potrebne detajle do pakiranja v končni fazi, ki so potrebne, da prideš na trg. Takole, jaz bi morda začel z temi ključnimi besedami, ki se danes pojavljajo zelo pogosto, ampak morda si ne predstavljamo vsi iste stvari pod recimo besedo e-zdravje. Bolj tehnične definicije bodo to. Jaz bi rekel, da e-zdravje je nasplošno računalniško podprto shranjevanje, spremljanje zdravstvenih dokumentov. Recimo vsi si želimo, da bi končno to e-zdravje nam enkrat omogočilo, da bi imeli elektronski, svoj osebni elektronski dokument, v kateremu bi bila, rečemo, zgodovina tvojih izvidov, ki so danes v ciklu, od rojstva naprej pa do zdaj in kasneje morda za naslednje generacije celo od tvojih staršev in tako naprej. S tem bi lahko zdravnikom precej olajšali delo in jim omogočili, da bi postavili boljše diagnoze. M-zdravje je ena množica recimo tega informatiziranega zdravja, sloni na, pravzaprav se naslanja na telefonijo, ki je danes tako popularna, in z uporabo te infrastrukture v namen medicine lahko naredimo marsikaj, lahko dosegamo zdravnika prek teh brezžičnih medijev, lahko dosegamo svoje skrbnike, lahko jim pošljemo neke dokumente. No in to smo mi s pridom izkoristili. Mi imamo še en termin, ki se mu reče E in M-zdravje. To naj bi bila kombinacija obeh teh dveh komponent. To združenje EMZ, rečemo, se je recimo organiziralo prejšnjo leto in v tem združenju je zdaj rečemo 100 ali čez 100 zainteresiranih partnerjev, polovico industrijskih, pa polovico raziskovalnih oziroma pedagoških. In upam, da bomo recimo iz teh skupnosti razvili še kakšen tak podoben produkt. Internet stvari je tudi zelo popularna tema danes. To preprosto pomeni to, če zdaj zelo karikiram, mi imamo lahko senzorje, zdaj vsi, kar nas je tukaj, in vsebina, ti podatki se pretakajo iz vsakega senzorja v neke strežnike, v neke oblačne računalnike. In recimo to je po mojem oceni budućnost za naslednjih 20 letih, predvsem ne zaradi tehnike, ampak predvsem zaradi miselnosti ljudi, ker to bodo šele naši otroci sprejeli, in pa zaradi recimo tega, ker so tukaj, mi imamo danes probleme z zasebnostjo podatkov in to je morda glavna ovira danes. Takole, zdaj, tukaj je shema, kot si jo predstavljamo, da v kakšnem okolju naj bi zaživel tale senzor, ki je tamle na mizi. Ko smo zasnovali senzor, smo si rekli, ja, človek je pripravljen nositi največ en senzor. To je bilo osnovno izhodišče. Danes je zelo popularno sicer govoriti o multisenzorskih in teh zadevah, torej en senzor na nogi, drugi na roki, tretji ne vem kje, ampak se mi zdi, da je en senzor je maksimum ali pa blizu maksimuma za človeka, ki ni zelo bolan. Pripravljeni smo nositi uro. Ura je, recimo ročna ura je prvi senzor, jaz temu tako rečem, ki je imel recimo srečen konec, ker se je ogromno, mislim, ker se je zelo populariziral in ga praktično ima vsak. Čeprav lahko gledamo na sonce, pa vedno, koliko je ura. Sam v današnjem času je pač ura nek tak senzor. Mi bi si želeli, da bi se tudi tale senzor razširil v tem smislu, da bi bil dostopen vsakemu posamezniku. Torej, tukaj gre za osebno medicinsko napravo, kar pomeni to, da pridete zdravnikom že z izvidom in mu s tem olajšate delo. Recimo, temperaturo si merite doma in rečete, pridete zdravniku, rečete 38 stopinj
in zdravnik ima neko indikacijo, kaj naprej. Tukaj mu boste pokazali poročilo od trenutka, ko ste se morda neugodno počutili in bo zdravnik lahko se lažje odločil. Torej, to, kar vidite, kar senzor snema, se vidi na ekranu vašega telefona in tiste posnetek tam na desno je živi prikaz EKG-ja enega izmed naših sodelavcev. To, da je res živ, lahko morda pokaže tale prostovoljec. Vidite, zdaj se premika in to gre v bistvu v živo. Povezava s telefonom je narejena z nizkoporabnim Bluetoothom, kar pomeni, da senzor s svojim lokalnim napajanjem lahko deluje brez napajanja 10 dni. To pomeni, ne rabite ga 10 dni napajati, nima nobenih konektorjev, razen 2 elektrod, s katerim ga pritrdite na telo. Datoteka, ki se shranjuje v telefonu, se potem lahko prenese bodisi brezžično ali pa preko USB ključa ali kabla do računalnika oziroma do rečemo zdravnika na dva načina. En način je prek PDF datoteke, ki je splošno berljiva na vseh platformah. To je poročilo EKG meritve, ki je pravzaprav izpis EKG-ja okolici tistega dogodka, ki ste ga označili. Če recimo rečete, počutim se slabo, potem se bo EKG izpisal recimo 4 minute pred dogodkom, pa 4 minute po dogodku, v obliki PDF datoteke, ki jo načelno lahko pošljete preko maila svojemu zdravniku oziroma drugemu zdravniku, ki je za to oblaščen. In druga zadeva pa je gor na vrhu, program za pregledovanje izdelavo poročil, RIS EKG. Ta program je bil razvit v sodelovanju zdravniki, rečemo v preteklih 10 letih, in zato smo se odločili, da ga damo na uporabo kot prosto dostopnega. Torej, mi smo z njim si pomagali, da smo objavili že dosti člankov v uglednih revijah, torej je preizkušen, deluje, ni pa to profesionalno orodje, ki bi ga lahko recimo uporabljali na vseh nivojih medicine. Za tak razvoj takega programa bi bilo potrebno, po moji oceni, recimo 5 ljudi 2 leti dela, če bi hoteli to narediti. No, ampak ta program že tako kot je rečemo raziskovalni program, ki pa še vedno zadostuje za to, kar potrebujemo. Kratka zgodovina tega razvoja. Poglejte, začeli smo leta 2009 z nekim hudim prototipom, ki je sestavljen celo iz raznih delčkov. Potem smo nadaljevali pot, kot vidite, se je tudi oblika spreminjala. Kar zgleda trivialno, je tale vrvica med dvema deloma elektrode, med dvemi elektrodami. Če te vrvice ni, potem senzor preprosto odpade po noči, ko spite. Tukaj pa je preverjeno, da vam ne bo odpadel in da bo meril zanesljivo med vsemi vašimi aktivnostmi. Nemoteče, pozabili boste, da ga imate, zato smo ga naredili tudi vodoodpornega, ker sicer se vam je že zgodilo, da je kakšen prostovoljec senzorjem tem prototipi prišel pod tuš in ga je pač uničil. Tako, kot sem prej rekel, imeli smo srečo, da smo imeli investitorja, ampak moram pa reči, da smo imeli dobro izhodišče za pogajanje, ker mi bi to delali v vsakem primeru, če bi bil investitor ali ne, ker nas je na srečo vsaj delno podpirala tudi ARRS in evropski projekti. In moram pa reči, da brez te investicije pa takega produkta ne bi pa nikoli naredili. To je pa jasno. Mislim, da smo lahko ponosni, da je ta razvoj medicinska naprava narejena v Sloveniji od začetka, to se pravi od razvoja, od zasnove, pa do tega končnega produkta, ki se bo prodajal najprej v Sloveniji in potem še po celem svetu. Zdaj bi bil malo tehničen, pa tudi hitreje bom šel skozi, ker mislim, da ni niti mesto za to, da se o tem pogovarjamo tukaj. Ampak, da vam recimo tiste signal, ki ga vidite tam, je lep, nima dosti šuma, vidimo enakomerno utripanje srca in ti valovi, ki jih vidite, to so majhni val na začetku vsake periode, pa potem velik val, pa en tak bolj podolg val. To so valovi, ki se tukaj imenujejo PQRST
In vzrok za te valove je pa v srcu. Srce je iz dveh delov, recimo, če začnem čisto na kratko, predvori pa prekati. In tale prvi majhni valček, ki se mu reče P, je iz predvorov. Takrat to je znak za to, da mora srce začeti delati. Potem pa QRS so pa že prekati in takrat kmalu po tem QRS-u se pa srce dejansko stisne. In kar je fenomen pri srcu je to, da se vse mišice vse celice hkrati stisnejo. Mehansko delo morajo opraviti, da porinijo kri iz srca. Če dam sem eno kratko prispodobo, če bi zdaj morali mi dvigati vsi skupaj eno ploščo, ki bi bila 10 ton težka, ne, pa eno tono rečemo, potem dvignemo roke in jaz bi rekel, zdaj pa dvignemo vsi naenkrat in če bi vsi naenkrat dvignili, bi to dvignili. Zdaj pa srce ne dela tako, ker vse celice ne vidijo tega komandanta. In zato je fenomenalno, kako je to narava rešila, ampak ne bom šel v detajle. Zmožna je narediti to, da na enem mestu reče, zdaj začnemo, potem gre ta val do vseh celic v srcu in vsaka celica v srcu ve, koliko časa mora počakati, da bomo na koncu res vsi hkrati dvignili. Ker to potovanje informacije po srcu ima končno hitrost. Torej, ljudje v prvi vrsti me najprej slišijo, oni so že pripravljeni, da bi dvignili, ampak vejo, da morajo počakati, da ne bodo tudi ljudje v zadnji vrsti slišali in potem vsi naenkrat dvignemo. In tukaj ni centralne akcije, to je narava rešila na zelo inteligenten način. Tukaj samo, če stavek dodam, mi smo iz odseka za sporedne računalnike, sporedne in porazdeljene računalnike. In jaz vidim eno zelo močno relacijo med tem, kar je narejeno v srcu in pa med tem, s čimer se mi ukvarjamo. Takole, senzor se lahko postavlja, je sicer enokanalni, ampak ima pa prednost, da se lahko postavlja na različne položaje. Iz tega se da ugotoviti, recimo, odkje prihaja prvi signal za startanje srca. Potem se da dobiti dober signal, torej moramo biti v bližini srca. Načeloma pa lahko zdravnikom najlažje pojasnimo, oziroma nas bo najprej razumeli, če bomo rekli, da merimo razliko med standardnimi elektrodami V1 pa V2, ampak nekaj bom kar končal tole. Tale slajd je samo zato, da vidite, kakšno ločljivost omogoča senzor. Tole je podobno temu, kar vidite tam, tukaj imamo pa en dodaten utrip, ki mu rečemo pač ekstrasistola. In celo, če gremo natančno povečati tole ekstrasistolo, vidimo v njej P-val. Torej, tole tukaj je pravzaprav P-val, ki pa ni bil aktiviran, ker pač je ta ekstrasistola že zaposlila celice. Tako da zelo poenostavim. Tako, senzor meri, pošilja podatke v mobilno aplikacijo. Mobilna aplikacija je šibka točka, kar se tiče predvsem starejših ljudi. Črke so majhne, nekateri se morda ne znajdejo, ampak kljub vsemu smo se probali maksimalno potruditi, da pridejo tisti, ki jih ne zanimajo detajli, skozi že z eno samo začetno stranjo aplikacije in da se ne rabijo vsemi detajli nastavljanja in tega ukvarjati. Kljub vsemu, to se pravi, najmanj, kar lahko narediš, je to, da si nalepiš senzor, poženeš aplikacijo, tamle je recimo tlele start, in to je tamle gor desno. In to je vse, kar moraš narediti in potem pač si meriš 2-3 dni in zdravniku neseš potem to datoteko. Bolj napredni uporabniki seveda bojo vmes pogledali malec signal, če je vse v redu, če je priklopljen, če se ni elektroda odlepila, potem bojo morda tudi vstavili kakšen določen dogodek in si ga bojo podrobneje ogledali in tako naprej. Ampak to mislim, da bojo delali naši otroci, ki so bolj vešči za to tehnologijo. MoPCG že sam po sebi, torej aplikacija, telefon omogoča izdelavo poročila v tej prenosljivi obliki, kar načeloma omogoča to, da jaz recimo v nekem trenutku, kjerkoli po svetu sem, pošljem svoj EKG
od tistega obdobja, kratkega obdobja, ko sem se slabo počutil, svojemu zdravniku. Druga, tale program, ki je pa pač bolj za bolj podrobnejšo analizo, mi mu rečemo VIS EKG, je pa tak, da naredi recimo najprej pregled, to se vse avtomatsko dela, torej tukaj ni potrebno človeško ukrepanje, naredi pregled vseh meritev, tele kvadratki so pravzaprav posamezne meritve in barve pomenijo pač neke nivoje, ki si jih nastavimo lahko, kaj je normalno, kaj je pretirano. Vidite, da so tukaj, torej to so posamezne datoteke oziroma meritve, ki trajajo rečemo 12 ur. Potem imamo dogodke. Vsak uporabnik se lahko označi dogodek in reče, tole je pa, takrat sem se pa pač tako in tako počutil, karkoli, v bistvu gre za nek elektronski dnevnik. Potem imamo lahko tudi obdobja brez meritev, torej ko smo pozabili telefon doma, pa smo šli v avto, pač takrat meritve ne bo, ampak to ni nič hudega, ker pač to je pač vsakdanje življenje. Se ne sekiramo, ker imamo itak podatke v tem konkretnem primeru, mislim, da od 5 dni, lahko ni pol meritve, da jih ne bi imeli tudi od celega meseca. In v bistvu ta prednost, oziroma ta dodatna informacija se nam zdi ključna tudi za zdravnike, ker na ta način dobijo dejansko sliko, kaj se z ljudmi dogaja. Mi vsi vemo, da aritmije oziroma posamezni utripi imamo vsi, enkrat, dvakrat, 5krat na dan. Problem je, ko se to gre v bolj pogoste zadeve, ko nas začne že ovirati pri aktivnosti in takrat pa lahko na podlagi dolgoročnega posnetka zdravnik pa veliko boljše oceni oziroma bo ocenil, kaj se z vami dogaja. Tukaj sam pokažem še en detalj. Recimo tole zgoraj je meritev, ki je trajala nekaj čez 40.000 sekund. To pomeni, gor rdeče je EKG signal, to je to, kar vidite tam na ekranu. Spodaj so pa posamezni utripi. Torej, računalniški program sam najde utripe in jih označi s temi lekrisci. In tukaj je šlo 50.000 utripov srčnih, imamo gor na zgornji sliki. In vidite, da se je nekaj zgodilo tam po 10.000. Se je nekaj nenavadnega zgodilo, utrip ni več, bil rekel, enakomerna ravna črta, ampak tako razsut. In to je zelo verjetno atrijska fibrilacija, to bodo zdravniki povedali bolj natančno. Potem nas pa zanima, kaj se pravzaprav tam dogajalo. Postavimo kurzor na to mesto in potem se nam spodaj pokaže povečan signal, to je raztegnjen signal od zgornjega. Vidite, da je tole enakomerni utrip, imamo P valove, tukaj naprej se pa dogaja neka zmeda in temu se reče atrijska fibrilacija. No in na ta način se lahko seveda pogleda vse detalje od vse meritve. Na koncu pritisnemo iz menija opcijo izdelava poročila in za celotno poročilo 5 dni, recimo, smo v tem konkretnem primeru označili 29 dogodkov in potem na levi strani imamo recimo tisto sliko, ki sem jo prej pokazal, torej utrip, posamezne utripe, iz njih lahko zelo hitro ugotovimo, kaj je šlo narobe, če je šlo kaj narobe. Na desni strani imamo pa izpis EKG-ja okrog dogodkov, ki so recimo označeni z temi rdečimi črtami. No, da bi rekel, to ne gre, včasih je tako na inštitutu še posebej, da se reče, to pa je samo neka raziskava, aplikacija in tukaj sploh ne gre za raziskovalno delo. Jaz mislim, da smo mi zelo dobro povezali raziskovalno delo z, bom rekel, tem strokovnim ali pa tehničnim, inovacijskim, kakorkoli hočemo reči. Imamo zelo dosti, bi rekel, znatno publikacij, zelo kvalitetnih iz tega področja. Recimo, predlagali smo sintezo standardnega EKG-ja iz 3 diferencialnih elektrod. To pomeni, s 3 senzorji na posameznih pozicijah lahko sintetiziramo standardni 12-kanalni EKG. Potem smo potrdili tudi, da je možnost s senzorjem ugotavljati tudi ST denivelacijo, oziroma poškodbe srca, srčne mišice. Potem smo ugotovili, da se je možno tudi dihanje izcediti iz tega signala in pa v enem zanimivem članku, kratkemu,
smo objavili tudi analizo p-valov in pa vzrok za neko sinkopo. To je zelo ugledna medicinska revija, ki vidite tukaj. Trenutno pa pišemo še knjigo o senzorjih telesnih in EKG, elektrokardiografiji, ki bo išla pri Springerju naslednje leto, konec naslednjega leta. Poleg tega delamo tudi pilotne raziskave zdravnike, kot sem rekel, mi sodelujemo zdravnike že od 30 let, rečemo, vsaj jaz, kasneje, moji kolegi kasneje, ampak stalno imamo sodelovanje z zdravniki, največ z nevrologi in pa srčnimi kirurgi. Smo pa odprti za sodelovanje z vsemi zdravniki raziskovalci. Upam, da bo tu v Sloveniji kmalu neka bolnica, ki si bo rekla zdravniška raziskovalna organizacija, ker bi se lahko take raziskave skupne še lažje izvajale. Konkretno delamo pilot z zdravstvenim domom Ljubljana, ker bi hoteli presejati ljudi, ki pridejo s težavami, pa morda eni imajo težave, eni jih pa nimajo in to bi lahko že delali primarni zdravniki in s tem razbremenili zdravstveni sistem na sekundarnem in terciarnem nivoju. Z Univerzitetnim kliničnim centrom pa delamo tudi eno pilotno raziskavo in sicer analizo po srčnih operacijah. Vsi vemo, da se po vseh srčnih operacijah dogaja marsikaj in zdaj bomo natančno spremljali ljudi en teden po operaciji. Tako, tukaj bi jaz zaključil. Rekel bi, da, kot sem že na začetku rekel, to vse, kar smo naredili, je dejansko rezultat, ampak to ne mislim sam tako hec, ampak vsak teh članov je imel svojo vlogo, točno določenjo in jo je tudi super opravil. Vidite, da imamo tukaj tudi enega kolega, ki je zdaj trenutno na Švedski, uspešen raziskovalec. Potem imamo kolega, ki sploh ni več zaposlen na inštitutu, ampak je v penziji in nam je izredno dobre nasvete dajal. Potem imamo pa večino skupine iz odseka za komunikacijske sisteme. Tukaj smo se pa, bom rekel, kar se razvoja tiče, največ s tem ukvarjali. Moramo omeniti delno sofinanciranje RRS, EcoSmart in pa Tetrakom projekta, proizvajalca Eltek, ki mislim, da je tudi zelo pripomogel k temu, da je danes senzor tak, kot je, in pa seveda lastnika inovacija, ki upam, da bo s tem produktom uspel na svetovnem trgu in nam dal dodatno delo. Hvala lepa. Hvala profesorju dr. Romanu Tropcu. Če bodo kakšno vprašanje, bomo potem za konec pustili. Zdaj pa je na vrsti izkušnja s terena, izkušnja zdravnika. Z nami je dr. Matevž Jan, ki ga kar vabim k mikrofonu in da predstavite vaše razmišljanje ob tem medicinskem pripomočku. Hvala, dober dan. Jaz bi vam povedal, kaj si mislim o tem, o tej napravi kot o praktični stvari. Se pravi, tisti, kar bi jaz v svoji praksi uporabljal. Gospod Trobec je drugače moj pacient in v bistvu je, tako bi rekel, zelo strog pacient. On je v bistvu vsako trip lahko pogledal, kar je včasih malo zadrega. Potem vidimo, da nismo tako dobri, kot vedno mislimo, da smo malo hecani. Skratka, mi imamo že neke naprave, ki jih uporabljamo za to, da ugotavljamo, kaj je s pacienti sploh narobe. Vendar te naprave, ki jih zdaj uporabljamo, imajo več omejitev. Recimo, obstajajo, kot vi veste, ta EKG se je razvil kot enkraten posnetek, že veliko let nazaj. Potem obstajajo tudi recimo dolgoročni posnetki, ki so lahko dolgi en dan, 2 dni in tako naprej. Obstajajo pa tudi neke metode, ki so recimo delno podobne temu, vendar posnetki so daleč od kvalitetnih, kjer imamo naprave, ki jih vstavimo pod kože. Se pravi, moramo v bistvu dejansko pacientom narediti eno majhno operacijo in tam lahko potem tako dolgoročno kot tukaj, recimo 1 leto, 2 leti, gledamo ritem. Vendar, kot že rečeno, tiste metode so bolj invazivne in hkrati tudi v bistvu nisem dobimo tako kvalitetnega posnetka. Jaz vidim uporabo tega predvsem v tem, da ko pride pacient v ambulanto,
z nekimi težavami, z razbijanjem srca in tako naprej, ali pa s kakšnimi hujšimi težavami, mi dostakrat običajno ne vemo, zakaj gre, ker pacient seveda ima neko predstavo o tem, da mu preskakuje srce, da ima hiter utrip, ampak iz tega še ne moramo diagnoze postaviti. Mi pa rabimo postaviti diagnozo, torej rabimo ujeti tahikardijo, oziroma motnjo ritma, da lahko rečemo, kako bomo to zdravili. Se pravi, v prvi fazi je diagnostika, to je zelo pomembno, v drugi fazi je pa terapija, potem se pač odločimo na osnovi tega, kar najdemo za zdravljenje, tukaj lahko uporabimo recimo zdravila ali pa kakšne posege in potem tudi, ko pacienta pozdravimo, hočemo vedeti, kako je z njim. Zato, ker včasih se pacientom dogajajo motnje ritma, tudi nekatere, ki so nevarne, recimo v spanju, ko on nič ne ve, so lahko kar kratkotrajne, ampak nam lahko kasneje vplivajo na to, ali bomo dodatno zdravili, ali bomo dodatno kakšne preiskave naredili in tako naprej. Se pravi, tudi za kontrolo našega zdravljenja. Potem na drugi strani so pa bolniki, ki imajo recimo več obstoječih motnj ritma, eno nevarno, eno manj nevarno in tako naprej, recimo tisto nevarno ali pa zoprno pozdravimo, potem pa on še vedno čuti nekaj, tako kot je gospod Trobec rekel, da ima nekaj preskokov na dan, kar je normalno za vse, in ker seveda smo imeli neko nevarno motnjo ritma, mi zdaj ne vemo, je to še vedno tisto ali nekaj drugega. In če bi recimo takole stvar imeli, lahko dostopno in pa recimo nekako stroškovno ugodno, potem bi lahko tudi tega pacienta, ki bi nam prinesel posnetek, pravilno usmerili, bodi se bi ga pomirili, češ ne, sej ni nič nevarnega, ali pa ja, vam moramo pa še kaj narediti, ali pa mogoče kakšne preiskave, terapije in tako naprej. Jaz mislim, da tukaj je dejansko mi še ne vemo, zakaj vse bi to lahko uporabili, ker kot zgleda je to zelo potencialno široko dostopno, enostavno za uporabo, verjetno so tukaj ne samo športniki, ampak tudi vemo, da recimo atrijska fibrilacija, tudi ta motnja ritma, o kateri bo že nekaj rečem, v bistvu dosega neke epidemične razsežnosti v svetu, ker je to civilizacijska bolezen, ki se pojavlja res zelo pogosto in prinaša s sabo veliko raznih problemov. Najbolj taka nevarna stvar je nastajanje strdkov v srcu, se pravi, je zelo pomembno, da mi take bolnike najdemo in jih zdravimo. In zdaj, če bi mi lahko rekli, ali ima tak bolnik res atrijsko fibrilacijo in kako veliko te atrijske fibrilacije ima, bi se lahko mogoče lažje včasih, se ne vedno, ampak včasih odločili, kako ga bomo zdravili. Ali bomo ga zdravili samo motnjo ritma, ali bomo dali zdravila proti starevanju krvi in tako naprej. Skratka, jaz mislim, da teh aplikacij je zelo veliko in se nekako že malo veselim, da bomo tudi mi kdaj pri mojih pacientih, da bomo lahko to uporabili. Za konec pa bom prosila še za razmišljanje predstavnika podjetja Savink, da nam predstavi svoje občutke. Čeprav raziskovalna doba ne ni na koncu, pa je mogoče doba za izdelek vendar nekaj bolj na začetku. Marino Samardžija, vabim vas pred mikrofon, da poveste, kako vi spremljate nastanek te medicinske naprave. Hvala lepa. Dobar dan. Izkušnjo sodelovanja z inštitutom bi lahko opisal na nek način kot družbo prijateljev, ki gre v principu nekem vročem poletnem dnevu na bazen, plača zelo drago vstopnico, potem pa nastopi obdobje veselja, tunkanja in na koncu vsi zadovoljni in veseli v bistvu odhajamo domov in se veselimo naslednjega, se pravi takega druženja. V bistvu neko sodelovanje z inštitutom poteka zelo intenzivno, absolutno ima vsako raziskovalno delo veliko neznank, ki jih moraš pravzaprav v nekem korporativnem smislu potem opredeliti. Naše vodilo pri vsem pri odločitvi o tem, kako sodelovati, na kakšen način sodelovati, kdaj vstopiti v projekt, je bilo seveda zrelost, ki smo na koncu ocenili v inštitutu, glede na to, kakšen je pristop v delu, glede na to, kako dejansko resno razumejo svoje poslanstvo in seveda na koncu pa pride ta, če rečemo, osnovnošolska matematika ali se računica seveda izide. In na koncu vedno iščeš neko korist v temu, ali je korist in kakšna je korist, v kakšni fazi se manifestira in seveda, kolikor ugotoviš, da ima neko tako skupno delo, nek produkt za sabo, ki ima korist v zdravju posameznika, na koncu koncev
zadovoljstvo ob tem, ko seveda vsakodnevno življenje lepo v miru preživi s svojimi bližnjimi in z družino, je neizmerljivo, kar se pa tiče potem seveda vpliva na javno zdravstvo in pa seveda implikacije samih pojavov atrialske fibrilacije in pa seveda vseh bolezni, ki so s tem povezane, je pa potem seveda neka odločitev, ki jo pa moraš sprejeti za veliko mero, seveda absolutno tudi rizika, namreč vsak prototip nosi za sabo eno celo goro certifikacijskega procesa, ki pa v našem primeru, moram reči, v enem letu smo se naučili dejansko več, kot smo mislili, da je potrebno temu časa nameniti in seveda to pomeni dodatne sredstva, ki jih pa moraš kot na začetku, ko vstopaš v tak projekt, imeti rezervirano in pripravljeno, v nasprotnem primeru ostaneš na pol poti in potem dejansko ta projekt ne ugleda tega momenta, ko lahko enostavno ga lahko ponudiš vsakomur, ki ga seveda na koncu to zelo zanima. Na koncu bi sam to omenil, da seveda izkušnje, ki jih sedaj pridobivamo z našega vidika, pomenijo seveda začetek sodelovanja z inštitutom, njihovo delo je seveda raziskovalno, mi probamo enostavno naše izkušnje, ki jih bomo seveda pridobili za uporabo senzorja na koncu, to se pa v prodajnem procesu nekako nadgraditi zopet za znanje, ki ga inštitut v principu premore in na osnovi tega ustvariti zopet neko dodano vrednost, ki pa dejansko zopet, kot sem rekel, mora rezultirati v nekem zadovoljstvu in to je v zdravju vsakega posameznika. Seveda pa v tem primeru ima enormno implikacijo zdravja, seveda, če pogledamo statistiko, ki je pa neusmiljena celo na evropskem nivoju, kar praktično pomeni, da je malo več kot 45% vseh smrtnih primerov z naslova bolezni, pravzaprav kardiovaskularnih. In seveda vsako znižanje, vsak procent nižji pomeni enormne prihranke tudi na javno zdravstvo oziroma na zdravstvo. Na koncu pa vsak, ki je zdrav, enostavno svoj dan preživlja v zadovoljstvu in zakaj ne bi bili zadovoljna družba. Mislim, da je to eden od momentov, ki se pojavlja, bi rekel, kot vodilo tudi pri takem projektu, kot je ta. Naš namen je seveda ta senzor enostavno glede na način, kako je koncipiran, glede na to, kako smo ga skupaj definirali, razvili, enostavno omogoča uporabniku izkušnjo postavitve diagnoze to se pravi z nekom, ki je za to posvečen, to je pravzaprav njegov zdravnik. Pravzaprav ne glede na to, kje se nahajaš, na koncu si lahko na drugem koncu planeta, pa za enostavno distribucijo, se pravi z enostavno generacijo zapisa delovanja srca lahko svojemu zdravniku v bistvu nekako deliš to izkušnjo in na osnovi tega se lahko postavi izkušnja, kar pomeni pa zopet en ogromen prihranek pri dilemi, ali je vse v redu, ali ni v redu, ali v bistvu pripomore k temu, da imaš enostavno, če temu rečem, mirnejše življenje. To se pravi, odprta vprašanja, ki jih imaš s tem, se nekako lahko enostavno opredelijo in bi rekel, da je to eden takih, po moje, največjih koristi, ki jih v bistvu vsak posameznik lahko pri tem ima. Dejansko naš namen je ta senzor predstaviti. Glede na CE certifikat ima seveda svojo prosto pot v Evropski uniji. Trenutno smo že v bistvu prve senzore prodali v Italijo, v Avstrijo, pa mislim, da so na uporabi tudi že v Nemčiji in pa predvidevam, da jih bomo skratka začeli tržiti tudi po ostalih državah, ki seveda CE certifikat kot medicinski pripomoček enostavno sprejmejo. Za začetek mislim, da je to, kar se tiče poslovnega načrta, v bistvu Evropa zadosti velika, kar se tiče pa seveda ostalih trgov, ki so pa še večji, pa pomeni rahlo telovadbo okoli spremembe certifikacije, to se pravi na FDA, predvsem razmišljamo. Ampak trenutno je naš glavni market target je v bistvu Evropska unija. Kaj ne rečem? V principu vsakomur, ki seveda želi
svojo izkušnjo, se pravi, svojo dilemo deliti z svojim zdravnikom, je ta senzor v bistvu nekako dejanski pripomoček, dejansko medicinski pripomoček in se razlikuje od mnogih pripomočkov, ki pa te certifikacije nimajo. In mislim, da je s tem narejen izreden napredek. Mi je pa v neskončno veselje pa sodelovanje z inštitutom, namreč ne samo, da profesionalno v principu dobiš tisto, za kar misliš, da moraš dobiti, ampak dejansko dobiš tudi izreden človeški odnos, ki pa je mogoče karakteristika našega podnebja, naše geografske širine in dolžine in mislim, da je to tista vrednost, ki jo pa po moji oceni, če bi tak senzor razvijali v Evropski uniji, ga ne bi razvijali zato, ker enostavno je toliko odprtih vprašanj, da se potem vsi ustrašijo takega projekta speljati. Dejansko pa za tem človeškim human resourcem, ki ga inštitut premore, kjer ni nobenega problema komunicirati o odprtih zadevah tudi v poznih večernih urah, bi pa rekel, da je to največji kapital, ki ga pa pravzaprav v tem sodelovanju, ki smo ga na tej skupni poti, ki smo ga imeli, enostavno doživeli. In mislim, da je to dejanski kapital, ki ga pa po mojem še premalo izkoriščamo. Tako da, kar se mene tiče, jaz mislim, da sem povedal vse, pravzaprav nisem niti planiran za panel, tako da že dobro bo. Ampak hvala.